Če še nikoli nisi doživel orgazma, ali pa če težko doživiš orgazem, ali pa če si samo želiš bolj intenzivnih orgazmov, potem je zavedna masturbacija oziroma mindful masturbation nekaj, kar moraš poskusiti. O mindfulnessu oziroma zavednosti ponovadi govorimo v kontekstu meditacije in duhovnih praks. S to besedo opisujemo stanje zavesti, kjer smo osredotočeni na trenutek brez obsodb in brez motenj. Gre za stanje, v katerem smo polno prisotni in kjer se zavedamo svojih misli, čustev in telesnih občutkov. Masturbacija je potem zavedna takrat, ko smo popolnoma osredotočeni nase, na svoje telo, misli in občutke. Namesto, da si prižgeš nek video ali pa bereš oziroma poslušaš audioerotiko, se masturbacije loti počasi, premišljeno in brez distrakcij. Cilj zavedne masturbacije ni orgazem. Namesto orgazma je cilj spoznavanje lastnega telesa in užitka. Pomembno je, da si res vzameš čas in da eksperimentiraš. Najprej najdi primeren čas in prostor. Pomembno je, da te noben ne bo zmotil in da je v tvojem okolju čim manj distrakcij. Prostor naj bo čist in urejen. Lahko si prižgeš tudi kakšno svečko pa dobro glasbo. In pa to počni, ko imaš čas. Ko veš, da se ti nikamor ne mudi. Ko začneš, se najprej osredotoči na tiste dele telesa, ki ponavadi niso vključeni v tvojo masturbacijsko rutino. Pa uporabiš lahko tudi pripomočke, naprimer kocko ledu ali pa vodo, pero, floger in tako naprej. Pri tem je najbolj pomembno, da izključiš racionalni del možganov in se sam osredotočiš na to, kar čutiš. Če nikoli prej nisi meditiral oziroma se še nikoli nisi srečal z zavednostjo oziroma mindfulnessom, pa bo to, da izključiš racionalni del možganov, najtežji del. Misli ti bodo uhajale, težko se boš osredotočil na trenutek in na to, kar čutiš, in zdaj se ti bo, kot da nekaj delaš narobe. Tukaj je najbolj pomembno, da ne obupaš. Čisto normalno je, da ti na začetku misli uhajajo drugam. Ko se ujameš, da razmišljaš o šoli, o službi ali pa o tem, kdaj ti bo prišlo, se ustavi in se namesto tega osredotoči na to, kar čutiš, vidiš, slišiš in vohaš. Pri tem, da lažje ostaneš v trenutku, zelo pomaga tudi dihanje. Enim na primer pomaga, če je njihovo dihanje glasnejše od njihovih misli. To pomeni, da se ne smeš dihati globoko in na glas. Poleg tega, da z dihanjem lažje ohranjaš koncentracijo, dihanje pomaga tudi pri sproščanju blokad v telesu. Velikokrat smo namreč nenamerno v krču, tako med seksom, kakor med masturbacijo. In dihanje pomaga pri tem, da se sprostimo. Pri zavedni masturbaciji daj na stran vsa pričakovanja, ki jih imaš. To, kolikokrat ti bo prišlo, ni pomembno. Orgazem, kakor sem že rekla, naj ne bo cilj te masturbacije. Cilj naj bo odkrivanje novih vrst užitka. Odkrij dele telesa, za katere prej nisi vedel, da so še posebej občutljivi. Naprimer veke, prepogibi rok in nog, ušesa, vhod v nožnico, prostata in tako naprej. A si vedel, naprimer, da imamo vsi ljudje eno stran telesa bolj občutljivo kot drugo? Odkrij, a je pri tebi bolj občutljiva leva ali desna. Karkoli bo že poskusil, bo prav. Nezavedna masturbacija postane del tvoje rutine. Imam na primer prijateljico, ki sploh ni mogla doživeti orgazma in je začela prakticirati zavedno masturbacijo. Vsak dan si je vzela tako pol urce, zato da je sam raziskovala svoje telo in po parih tednih ji je tudi prišlo. In zdaj brez problema doživlja orgazme. Zanimiva paradoksna lastnost orgazmov je, da se radi zgodijo, ko jih ne pričakujemo. Zaradi tega je prakticiranje zavedne masturbacije toliko zelo uspešno. Ko se ti osredotočiš na vse ostalo in se zares prepustiš užitku, te kar naenkrat preplavijo tudi orgazmi. In obratno, če se obremenjuješ s tem, da ti po eni uri še vedno ni prišlo, ali pa razmišljaš o tem, kdaj ti bo prišlo in zakaj ti še ni,
No, takrat boš veliko težje doživel orgazem. Ali pa ga sploh ne boš. Zavedna masturbacija je odlična praksa tudi za tiste, ki težko doživite orgazem, ko seksate s partnerjem. Med seksom se nas veliko obremenjuje še s tem, kaj si misli partner, a uživa, kako izgledamo in tako naprej. Pogosto nam misli uhajajo drugam, namesto da bi se osredotočili na to, kar se dogaja in kako se zares počutimo. S prakso zavedne masturbacije pa misli natreniramo, tako da lahko ostanejo bolj osredotočene na trenutek in na užitek, ki ga občutimo, namesto da razmišljamo o nepomembnih stvareh. In, kot sem rekla, ko znamo zares uživati v trenutku, takrat bomo tudi lažje doživeli orgazem. Skratka, zavedna masturbacija je nekaj, kar bi bilo fajn, če bi prakticirali vsi. Na tak način se bolj povežemo s svojim telesom, postanemo boljši ljubimci in odkrijemo užitke, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo. Pač probi, ker res nimaš kaj izgubiti. Hvala za pozornost, to je vse za danes. Če imaš pa še kakšno vprašanje, nas pa lahko tudi pokličeš ali pa napišeš na naš e-mail. Smo tudi na Instagramu, YouTubeu, TikToku in Facebooku, kjer nam ne pozab slediti, da ne zamudiš vseh novosti in popustov. In ne pozab prečekirati naše spletne strani Svet užitka ali pa se oglasi kar v naših trgovinah v Ljubljani in v Kranju. Se vidimo naslednjič. Čau!